Bodeča neža 2025 je tukaj. In letos ne samo, da nisem zmagal kljub vsem mojim trudom in naporom, ampak nisem bil niti nominiran. Res, po vsemu, kar sem naredil in rekel. Niti ene boge nominacije ne dobim, samo ker sem komik in bi mi bilo to všeč. Evo, vidite, to je prava diskriminacija. No, ampak preden nadaljujemo, naj povem eno osebno zgodbo o sponzorju tega videa, Kriptomat. Že dolga leta sem zelo velik Bitcoin fan. Mimogrede, najbolj donosno navijaštvo v lifeu. In ljudje okoli mene so me vedno spraševali za nasvete. Kako lahko tudi jaz investiram v kripto? Kaj so te neki zasebni ključi? Jaz se ne spoznam na to. Sem se poskusil registrirati na borzi, ampak to je vse ful preveč zapleteno. Kaj mi pomagaš? In res mi je postal vedno večji problem odgovarjati na vsa njihova vprašanja in jim svetovati kako in kaj. Ampak potem pa je prišel Kriptomat v moje življenje in zdaj jih samo pošljem njim in rešeno. Njihov postopek prijave in nakupa je tako enostaven, da noben nima težav z njim. Vse je v slovenščini, imajo razne webinarje, da odgovarjajo ljudem na dodatna vprašanja. In ko se prvič prijaviš in kupiš za 100 evrov ali več kriptovalut, ti še podarijo dodatnih 25 evrov v Bitcoinu za dobrodošlico. Pač ne bi moglo biti lažje za njih in predvsem ne bi moglo biti lažje zame. Hvala, Kriptomat. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video in gremo pogledat, kaj je letos zmotilo feministke. Nasilnež brez razloga napadel 3 ženske, z glavo ene udaril v bankomat. Ok, ja, mislim, to je res bolano, kaj the fuck? Tle jim dam 100% prav, da so jezne na tega tipa, mislim, to je nedopustno. Edino ne vem, če je res toliko stvar seksizma, ker meni bolj deluje, kot da je pač bil nek fukič, ki je napadel na ključne ljudi. Utemeljitev. Naslov članka implicira, da bi lahko v nekaterih primerih obstajal razlog za nasilje. O moj bog, ne! Kaj? Te feministke ni zmotil tip, ki je pretepil 3 ženske, ampak novinar, ki je o tem pisal. To je nevarno, ker odpira prostor za relativizacijo nasilja, zlasti nad ženskami in spolnimi manjšinami, v smislu, da bi bilo v nekaterih okoliščinah nasilje lahko razumljivo ali celo pričakovano. Ne! Noben ne bo tega vzel, kot da bi lahko bilo upravičeno, ampak da gre za psihiča. Isto kot če ti nekdo reče, en tip je kar vrgel flašo vodo vame in ti ga vprašaš, zakaj? To ni mišljeno kot, ja, kaj pa si tokrat naredil, da si zaslužil? Ampak kot, povej mi več, ker me zanima, kaj točno je s tem tipom narobe. Izjava je še posebno problematična v kontekstu nasilja nad ženskami, saj je to pogosto sistemski problem, ki je rezultat globoko zakoreninjenih neenakosti in ne nekaj, kar se zgodi izjemoma ali le v primeru posebnega razloga. Mislim, kolikor jaz vem, so moški bolj pogosto žrtve nasilja kot ženske. Sploh takega, kot je bilo to. Enkrat sem celo zasledil, da naj bi moški bili bolj pogosto žrtva partnerskega nasilja kot ženske. Samo manjkrat končamo v bolnici, ker pač smo večji. In ne znam potrditi, če je to res ali ne, ampak na nek način zveni kar smiselno. Mislim, dvignite roko vsi tipi, ki ste že kdaj dali žleb po svoji punci. Dvignite roko vsi tisti, ki ste jo že dobili. Namesto, da bi avtor Ica prispevka v naslovu ali kasneje v prispevku obsodil nasilje kot nesprejemljivo, ne glede na okoliščine, nehote ponuja okvir, v katerem bi bilo lahko v določenih primerih razumljivo. Ne, no, to nobenemu ni spadlo tako. Te ženske prav iščejo izgovore za biti užaljene na najbolj bizarnih mestih. Iskreno, na tej točki bi bilo bolj smiselno, če bi rekle, da je seksistično to, da je udaril z glavo od une v bankomat, ker to namiguje, da so ženske mahnjene na denar. To je kot, da bi otroke v Afriki tepel s štruco kruha. Zdaj pa ti ni več všeč? Podatki na vse zadnje potrjujejo, da imajo ženske že 5. leto zapored vse večjo izbiro.
S tem je dokončno vse na njihovi strani. Živijo znatno dlje, imajo višjo izobrazbo, z diplomami jih je za kar 10% več kot moških, temu primerno nas dohitevajo ter tu in tam tudi prehitijo še s plačami. Še pred nekaj leti je bilo vse drugače. Polnih 160 let smo izbirali mi. Danes pa nam one zmagoslavno sporočajo, da je ženska brez moškega kot riba brez bicikla. Samostojna, samosvoja, iskana. In pa sporočam, da bi tistih nekaj 10 evrov, za kolikor so moške plače v povprečju višje od ženskih, z veseljem zamenjal za tistih 7 ali 8 let, kolikor one živijo dlje od nas. Seveda ne, da bi moral spremeniti spol in posledično še ime. Okej, kaj da fuck jih je tukaj zmotlo? To je najbolj feministična stvar, kar sem jih prebral v zadnje čase. Kaj bi lahko bilo tukaj narobe? Sklepam, da to, da je omenil spremembo spola in imena, mogoče kaj v stilu... Prav nič ni narobe s tem, da se punca kliče Igor. Utemeljitev. Izjava je poniževalna do žensk in odkrito sovražna, saj izraža obžalovanje zaradi družbenega napredka na področju enakosti spolov. Kaj? Kje? Romantizira preteklost, v kateri so imeli moški nadzor na izbiro partneric in obžaluje, da so ženske danes bolj samostojne, izobražene in finančno neodvisne. Romantizira? Kaj? Jaz bi prej rekel, da ta ženska kje kaj halucinira. Obstoječe neenakosti med spoloma, kot je razlika v plači, minimizira oziroma jih prikazuje kot nepomembne. Obenem pa cinično namiguje, da so ženske z večjo izbiro pridobile premoč nad moškimi. Glede na to, da je avtor odgovorni urednik Dela, je ta mizoginija še posebno zaskrbljujoča. Kaj? Tip hvali ženske, kako daleč so prišle in one še vedno popizdijo. Sploh jim ni važno, kaj govorijo o ženskah. Že samo to, da si jih drzne kakorkoli omeniti, mi je nesprejemljivo. Ampak jaz sem hotel samo... Tiho, moški! Osamljena, zavaljena, zafrustrirana, nikomur potrebna. Edini prijatelj pes. Še ta bi pobegnil, če bi imel kam. Ohola do amena. Soli pamet vsakomur, deli zmerljivke in si domišlja, kako je pomembna. V resnici se sramuje še lastnega imena in podobe. Skratka, mizerija. Nočem biti nesramen, ampak ugibam, da je to o Niki Kovač. Ne, ker bi si jaz mislil karkoli od tega o njej, samo pač, ker vem, da jo ful folka hejta. In prva asociacija mi je bila zaradi psa, ker ona ga je imela enkrat zdraven, ko je nekdo napadel, ne? Ne vem, no, če bi mogel staviti, bi jaz rekel, da je to letelo na Niko. Utemeljitev. Za razumevanje te izjave je potreben kontekst. Kovšca je odgovoril na komentar Twitterašice, ki ga je informirala o pasjem davku na Nizozemskem in o tem, kako se ta davek vrača družbi. Rad bi se opravičil Niki Kovač za mojo prejšnjo izjavo. Res ne mislim, da je osamljena, zavaljena in zafrustrirana. Res je bilo zaradi psa, prisežem. Ampak, če ste že o prsi omenila, ne, recimo, da ima neka ženska velike prsi in to izpostavi, ker je samozavestna in ker je seksi, ker noče biti cankarjanska mati, pride ven pa ji reče en: Mater, kak imaš lep dekolte. Seksizem, glej ga, samo Joške gleda, ga bom kar tožila. To me skrbi. Oseba, ki je podala izjavo, Iztok Gartner, podcaster. Pida mu materna, on je dobil nominacijo, res, ta debil. Jaz se tle trudim, da bi prišel notri, vi pa kar podarite nominacijo Gartnerju za neko najbolj brezvezno izjavo možno. Utemeljitev. Kaj pa, če bi se preprosto vzdržali komentiranja teles drugih ljudi, ne glede na to, ali jih poznamo ali ne? Dejstvo, da je nekdo samozavesten in odkrito govori o svojem telesu, še ne pomeni neomejenega dovoljenja za komentiranje. Težava ni v cenzuri, temveč v tem, da so ženske še vedno prepogosto zvedene zgolj na svoj videz, ne glede na strokovnost, znanje ali položaj. Okej, to je tudi glupo, iskreno. Mogoče za vas ni težava v cenzuri, ker jo obožujete, ampak za nas ostale je. In pa tudi, kaj če pol nekomu rečem: lep tatu, kaj sem ga zreduciral na platno ali kaj? Sem s tem nekako zanikal njegovo osebnost in strokovnost?
Ko se v javnem prostoru najprej komentira njihov videz namesto njihovih idej, strokovnosti in vrednot, se ustvarja okolje, v katerem so takoj seksualizirane in obravnavane neenakopravno. Ja, ker ženskam z velikimi joškami je pa res težko kam priti. Če se pa kdo matra v življenju, so pa to lušne bejbe, prisežem. Če je predsednica državnega zbora v razpravi najprej ali izključno dober dekolte, to ni nedolžna pohvala, ampak dokaz, da je za seksistični pogled še vedno predvsem telo. In če kdo meni, da lahko povsod in vedno pove, kar mu pade na pamet, naj se vpraša, ali bi to brez pomislekov rekel tudi moškemu? Ja! Si povedal to svojim tem fanom na YouTubu, da imaš ful majhnega kurca. Če je odgovor ne, potem ni problem preobčutljivost, ampak nespoštljivo obravnavanje žensk. Tip je nespoštljiv do vsakega in vseh. Vem, da izpade seksist, ampak če se potrudite ga boljše spoznati in razumeti, boste videli, da je v resnici samo kreten. Zdaj bom bil drugače na njegovem roastu in če sem iskren, me je vmes že malo minilo, da bi odpovedal, ker mi je toliko antipatičen, ampak se tolažim s tem, da mu bom lahko vsaj povedal v faco vse, kar si o njem mislim in ne bom rabu šparat. Pravijo pri Marcelu, da je Nika Kovač močna in pametna ženska. Da je močna, to vsi vidimo. Evo, vidite? To drugi folk govori, nisem jaz kriv. Če bi bila pametna, bi se vsaj prometne znake lahko naučila, pa ji nekako ne gre. Bo pa predavala direktorjem o javnem zdravstvu. Utemeljitev. Ja, izjemno žalostno je opazovati, kako se zdravniki norčujejo iz bolnic z diabetesom in očitno tudi iz podatka, da je imela težave pri pridobivanju vozniškega dovoljenja. Zdaj, ne vem, če je vedel, da ima Nika sladkorno. Jaz sem to enkrat nekje zasledil, pa iskreno nisem bil siguren, če je res ali ne. Ampak tudi če ni vedel, to s težo še vedno ni lepo. Glede tega, da je imela težave narediti izpit po drugi strani, to je že malo bolj fair game. Ker to se pa tiče njenih mentalnih sposobnosti. In to je pa že malo bolj relevantno, ko predavaš ljudem o njihovih službah. Dekle naj bi bilo neporočeno, saj aktivna zakonska zveza tako ali drugače prinaša delitev del med partnerjema. Zaradi navedenega bi bile oškodovane bodisi zadolžitve vinske kraljice Slovenije, bodisi obveznosti, ki jih prinaša življenje v skupnem gospodinjstvu. Kandidatka je lahko v partnerski zvezi, mišljeno je, da naj ne bi bila poročena. Zveza je celo dobrodošla, saj jo lahko partner spremlja na njenih popotovanjih in ji pomaga pri prevozih. Obveznosti vinske kraljice Slovenije so relativno zahtevne in bi lahko omejevale skrb za otroka. Vir, zakaj za vraga mora biti vinska kraljica samska? Preverili smo razloge za bizarne pogoje sodelovanja. Okej, to, da mora biti vinska kraljica neporočena, je res malo bizarno, kaj ni? Že to, da naj nima otrok, je malo čudna zahteva. Čeprav ajde, če je dosti potovanja okoli, bi lahko to bilo malo težko z malim frocom, ampak kaj pa je razlika med tem, da je poročena in da ima tipa? No, odgovor naših feministk ne vem, če je bolj presenetljiv ali blesav. Utemeljitev. Prevedimo izjavo iz jezika patriarhata. Ženska naj bo mlada, ker je takrat brez obveznosti in se lahko prostovoljno razdaja v skladu z našimi pričakovanji. Ne, ker je takrat najbolj lušna in hočemo, da zgleda dobro na slikah. Ženska naj bo neporočena, saj bi morali nadzor nad njo prepustiti njenemu možu, tako pa ga imamo mi. Lahko pa je v neformalni zvezi s taksistom. Ja, oni hočejo nadzor. Totalen in komplet nadzor nad družbo hoče imeti predsednik uprave Pomurskega sejma. Nadzor! Ženska naj nima otrok, saj so nam otroci konkurenca pri njenem času. Okej, ta del so skinile. Takšni kriteriji niso le zastareli, temveč neposredno diskriminatorni. Namesto osredotočenosti na znanje in sposobnosti kandidatk utrjujejo stereotipe o tem, kaj naj bi bila idealna ženska. Prilagodljiva, brez lastnih življenjskih prioritet in vedno na voljo. Ni tradicionalno idealna ženska taka, ki se poroči in ima otroke? Ne vem, kjera stara mama reče, glej jo, pri 30-ih je še vedno samska. Super! Mislim, popravite me, če se motim, ampak meni se zdi, da ponovadi se pritožujejo v čisto kontrasmer.
Smo za družinske vrednote. O moj bog, hočejo reči, da je idealna ženska stroj za rojevanje. Seksizem! Iščemo ženske brez otrok. Hočejo reči, da je idealna ženska brez otrok. Seksizem! Pač ničim ni prav. Pa tudi najbolj mi je zabavno, da jih je lih to tukaj zmotlo, ker koliko od teh feministk pa mislite, da imajo moža in froce? O moj bog, govorijo, da sem jaz idealna ženska. Seksizem! Ko gomazim po barju, vedno pozdravim vse, ki jih srečam. Od zdravi ene 90% moških in gotovo manj kot tretjina žensk. Zakaj že? Utemeljitev. V kontekstu podobnih razprav na svetovnem spletu, kjer ženske pogosto opisujejo svoje izkušnje nelagodja in občutka ogroženosti ob srečevanju z neznanimi moški v javnih prostorih, je izjava zelo pomenljiva. Ženske svojo ranljivost v takih situacijah primerjajo z nevarnostjo srečanja z medvedom in raje izberejo distanco in previdnost, kot pa interakcijo z neznanci. Ne, ženske rajši izberejo medveda, ker so fuknjene. In prav imajo. Avtorja izjave je že dejstvo, da se ženske niso odzvale v skladu z njegovimi pričakovanji tako zelo vznemirilo, da se je otresel na internetu. Ja, si misliš, da gre nekdo napisati na internet, kako mu ni prav, kako se drugi ljudje obnašajo? Kjer je čudak? Pač to je cela poanta te nagrade! Kako se lahko pritožujete o pritoževanju in ne štekate, da tle nekaj ne štima, ne razumem. No, in kdo je letos zmagal to prestižno nagrado? Noben od naštetih. Zmagal jo je Igor Saksida, ker je rekel nekaj v stilu, da se fantje bolj dolgočasijo v šoli kot punce. Ko sem bral nominacije, se mi ta ni zdela niti dovolj zanimiva za jo omeniti, ampak njih je pa zgleda ful zmotla, ker namiguje, da obstajajo razlike med fanti in puncami in to pa vsi vemo, da ni res. Vsi smo enaki in edini razlog, da so razlike med moškimi in ženskami, je socializacija. Ampak, kako je potem lahko nekdo rojen v telesu napačnega spola, če smo itak psihološko vsi enaki? Seksizem! No, lani sem pa tudi razpisal nagrado Kosmata Neža za najbolj blesovo feministično izjavo leta in bolj sem malo pozabil. Ampak par dobrih predlogov je vseeno prišlo in zmagovalka je ta. A ja pa by the way, v ženskih kosteh so najdel moške kromosome in se da umetno oploditi z njimi. Brez moških. Brez. Iz tega se ne more razviti moški zarodek, oziroma ne moreš imeti pa sina in to pomeni povečanje ženske populacije oziroma samo ženska populacija. Pa ste moški, ker počasi vas bomo iztrebili, ker nam gleste tok na živce. Čestitke, zelo zasluženo. Če odkrijete še kakšno smešno feministično izjavo, mi jih pa kar pošljite in da vidimo, kaj se najde do drugega leta. In to je bilo vse za danes. Lajkajte te video, če mislite, da obstajajo razlike med ženskami in feministkami. In naročite se na ta kanal, kar me imate radi. Pa seveda, preizkusite Kriptomat, če še niste. Čau!